Saša, mi da so toliko informacij izvedla prejšnji teden, da sem že kar malo pozabila. A mi poveš še enkrat, kaj to sploh je dimnikarstvo, pa zakaj je to tako pomembno? Ja, dimnikarska dejavnost je ena izmed komunalnih dejavnosti, javnih služb, ki sega daleč v preteklost. Prvič je pri nas omenjen že v 15. stoletju. To je ena zanimivost, že takrat je bila ta dejavnost kot obvezna. Seveda v današnjem sodobnem času pa je predvsem naša naloga, da z svojimi storitvami zagotavljamo varno delovanje naprav in čist zrak za naše naslednike. Povej mi, Sašo, kaj počnete z računalniki? Ja, seveda, kot vsi ostali smo tudi mi morali napredovati. Tudi v naši dejavnosti se pojavljajo storitve in obveznosti, ki zahtevajo, da se vodi vse to z računalniki. Seveda imamo tudi komunikacijo med našimi sodelavci, podatke o kakšnih strankah. Najpomembnejše kaj pa je, da je vodimo preko računalnika evidence dimnikarskih storitev, se pravi imena, priimke uporabnikov, njihove naprave, zabeležimo vse storitve, ki jih izvedemo pri uporabnikih. En izmed pomembnejših podatkov, ki jih vodimo, pa so emisije dimnih plinov. To so podatki o zgorevanju kurilnih naprav, katere zabeležimo in jih kasneje pošljemo na Ministrstvo za okolje in prostor. Emisije, oddaje? Ne, emisija, to so dejansko emisijske vrednosti, ki jih izmerimo. Ja, Aljoša. Slovenska beseda za emisijo je izpust. Med gorenjem se fosilna goriva preoblikujejo v nove kemične spojine. Gorenje je eksotermna kemična reakcija, torej reakcija, pri kateri se sprošča toplota. Zgorevanje je popolno, če ogljik zgori v ogljikov dioksid in vodo, torej paro, žveplo pa v žveplov dioksid. Goriva poleg ogljika in vodika vsebujejo tudi žveplo, dušik in mineralne snovi, ki vplivajo na kakovost in hitrost gorenja, kar vpliva na nepopolnost zgorevanja. Zato pri gorenju nastaja tudi ogljikov monoksid, dušikovi in žveplovi oksidi ter nezgoreli ogljikovodiki, saje in pepel. Nastali produkti izhajajo v plinastem in trdnem stanju. Plinaste snovi se izločijo v ozračje in to je emisija plinov, ki je lahko škodljiva ali neškodljiva. Za škodljive snovi so določeni predpisi o dovoljenih koncentracijah, ki jo smemo spuščati v zrak. Cela znanost. Aljoša, dimnikar, lej! O, pravi dimnikar. Zdravo, Saša, zdravo. Zdravo. Pozdravljen, Matej, sem vesel, da si prišel. Moja prijatelja Daša in Aljoša. Matej. Zdravo, Aljoša, veseli. Želela bi spoznati dimnikarski poklic. Jaz mislim, da bi Matej lahko to v praksi tudi pokazal. Super, seveda, z veseljem. Lahko kar zdaj? Ja, lahko, takoj. Pojdimo. Hvala lepa, Saša. Hvala vama. Saša, hvala. Hvala. Čau, nasvidenje. A pa ti imaš 13 gumbov? Mislim, da še kakšnega več. Ker v starih časih je veljalo, da če ima dimnikar 13 gumbov, prinaša srečo, veš? Ja, za to bajko sem že slišal. Veljalo naj bi, da se je gospoda včasih prijemala za gumbe in si kaj zaželela, navadni ljudje pa so se z dimnikarjem rokovali. In iz tega izvira potem, da imaš srečo, če se prijemeš za gumb, ko vidiš dimnikarja. Seveda, zdaj, če je želja prava, se tudi uresniči. Če pa se prijemeš za tuj gumb, tudi velja. Prav tako, zdaj odvisno, kje se ta gumb nahaja. In? Kaj si zaželel? Ne morem ti povedati, se mi ne bo resnično. Ma dej, no, kaj si smotan? Dej povej, no. Ja, ne morem, ker se mi ne bo resnično. Pej, vidva Krista zdaj. Kaj? Povod je gledat. Jaz moram pa nekam skočiti. Kam greš? Boš sebi. Adijo! Dimnikarski poklic, kakor ostali, je pri nas v fazi preobrazbe. Nova stanja tehnike v svetu in pri nas zahtevajo nov pristop in nove temelje. Izobraževalni sistem, funkcionalna znanja, država, ki nudi osnovni temelj, predstavljajo tisto, kjer poklic gradi svojo podobo. Dimnikarji se združujejo za dosego svojih namenov, ciljev v združenja, cehe, tako v okviru gospodarske kot obrtne zbornice. Tam si izmenjujejo izkušnje, znanja, se udeležujejo strokovnih ekskurzij in kreirajo bodočnost dimnikarstva.
Zanima me dimnik. To je tista reč, po kateri so dimnikarji dobili naziv svojega poklica. Dimnik je naprava za odvajanje vročih plinov in dimov iz peči, talilnih peči ali ognjišč v zunanje ozračje. Večinoma so grajeni navpično, da imajo vroči plini neovirano pot in da zrak s prestopom toplote lažje pripomore k izgorevanju. To je tista reč, ki jo potrebuje vsako korišče. Naj si bo v hiši, tovarni, na ladji ali na stari parni lokomotivi. Danes gremo čistiti tretji najvišji dimnik na svetu. Najvišji dimnik v Evropi. Dimnik termoelektrarne Trbovlje. Začetki dimnikarskega poklica segajo v zgodnji srednji vek, ko so začela nastajati naselja, ko so ljudje začeli graditi hiše druga blizu druge in ko so s preprostimi ogrevalnimi napravami povzročali potencialno nevarnost požarov. Zaradi tega je nemalokrat se zgodilo, da se je požar iz ene hiše selil na drugo in tako v tragično situacijo spravil celotno vas. Ni zato nenavadno, da še danes govorimo, da dimnikarji prinašajo srečo. Namreč dimnikar je prvenstveno služil varovanju požarne varnosti in varovanju življenja ljudi. Takšni izgledajo stanovanjski zračniki. Tudi takšne zračnike čistimo in jih pregledujemo. Midva tega sicer zdaj ne bova počela, lahko ti pa pokažem, kako jih pregledujemo. Super, dajte, no? Evo, to je kamera. Kaj, kamero imate tudi ali kaj? Tudi. S to kamero bolj gledamo te pojave, dimniške in zračnike. Poglej, tukaj se vidiš na zaslonu. Hello! Kako se pa to pospravi? Navije se nazaj na to lut. Koliko pa je dolgo to, recimo? Te kamere so dolge 18 metrov, tako da zakaj daljšega imamo tudi druge kamere, ki so še daljše. A to je samo za bloke, recimo? Ja, uporabljamo jih tudi razni zračniki, tudi v stanovanjih smo že komu rešili kakšno zagato pri kakšni kuhinjski napi ali kaj podobnega. Kaj pa imate tle v torbi noter? Tu pa je nekaj osnovnega orodja, ki ga ima vsak dimnikar vedno pri roki. Rokavice. Pri zaščitni opremi seveda uporabljamo tudi respiratorje, ščitnike, da si malo zaščitimo naša pljuča. Ko pa se to natakne? Tako, ja. A sem narobe, a ne? Ja. To je nosni del zgoraj. Aha, okej. Očala zaščitna, ki nas ščitijo pred raznimi delci, da nam ne lepijo oči. Zdaj, obvezna oprema so tudi dimnikarski ključi, ki nam odpirajo dimnikarska vratca. Kaj pa so to? Dimnikarska vratca so spodaj, bom rekel, so na vsakem dimniku iztočna vratca za samo čiščenje in pa nekje na vrhu, na podstrešju, ponavadi skrita očem ena čistilna vratca, ki jih odpremo potem s tem ključe in se lotimo čiščenja. Aha, pol pa ti metrice uporabljate? Tudi, ja, to je to dolgo cevno omelo, čimpeli mu rečemo po domače. A izgleda kaj za WC pucati? Ja, neke podobnosti so, ampak se pravi, to je za konjske žime. Pol imamo te kratkocevne omele. Se pravim, zdaj smo... Kaj pa je razlika? Zakaj se to rabi pozakaj? Te, bom rekel, kratkocevne se uporabljajo za čiščenje kotlov, peči. Zdaj tukaj sem prinesel eno plastično, danes gre tehnika naprej. Tudi peči niso več to, kar so bile, so z raznih materialov, ki jih moramo čuvati, ne smemo z jeklenimi krtačami, tako da je že dosti plastičnih stvari, da varujemo. To pa imamo, bom rekel, eno prodorno žico, ki je tudi plastična, z plastično glavo na koncu. Kaj pa se s tem počne? To je pa za čiščenje, bom rekel, zračnikov in dimnikov. A lahko razgrneva pa pogledava? Tudi lahko, seveda.